Zdravo. Zdravo. Lepo, da si spet z nami. In Ina, kaj bomo danes počeli? Najprej idemo v MIK, te bomo malo šli enega našega učitelja intervjuvati. Kaj pa športom se bomo nič ukvarjali? Te idemo na osnovno šolo Cankova, tam se ukvarjajo s športom. No, pa gremo v MIK. Ajde. Nahajamo se v prostorih MIK-a. Bi nam lahko mogoče kaj povedal o delovanju? Ja, v bistvu, kaj je MIK? MIK je mladinski center, v bistvu nekšno zbirališče mladih, prostor namenjen mladini, ker v bistvu preživlja v MIK prosti čas, dela kreativno na projekte, pa ne vem, v bistvu skratka namenjen je vse mladini iz Mestne občine Murska Sobota v osnovi, po širši regiji, ne. To pomeni, da vsi mladi, ker je pač imajo karkoli za delati, so dobrodošli k nam, ko nekako skozi vse te aktivnosti, ker izvajamo od delavnic, koncertov, gledališč, pač jih aktivno vključimo v naš program notri. Seveda mladi, to je zelo tako karikirano povedano, namreč mladi so tudi stari 60 let, ne. Če so mladi po srcu, zakaj pa ne. Pa seveda začne se pa tam pri vrteški mladini, za kar recimo delamo tudi gledališke lutkovne predstave. Ja. Se udeležuje dosti mladine? Imate dosti pač obiskovalcev? Ja, vsako leto več. Letos celo smo zelo presenečeni nad obiskom samih in koncertov, kot tudi ostalih dejavnosti, kar organiziramo. Zadovoljni smo s tem, ja, seveda. Nikoli je pa ne zadosta, ne. Želeli bi tako valjda, ko pride na vsako stvar čim več ljudi, ker to interesira. Veseli bi bili, ko bi prišli k nam, ne pa ko se ima z računalnikom, pa samo bili v njeg. Klek to isto deluje pri nas, samo na drugi način. Kaj za dogodkov pa prirejate v bližnji prihodnosti? Ja, v bistvu, ko se tiče glasbenega dela v tej klubske koncertne sezone, prvi na vrsti je Mal velik Migofolder, v bistvu na tečaju mladih bendov 4. decembra, kjer se pač predstavljajo lokalni bendi, mladi neuveljavljeni bendi, ker so še ne izdavili materijala ničega in v bistvu si zaslužijo promocijo in to je namenjeno glede tome. Naslednja stvar je 10. decembra God Bless This Mess Festival, festival domače založbe, kjer nastopljajo v bistvu gojenci te založbe, 4 bendi, Vrong, Šekm, Dežurni krivci pa Beko. Naslednji dan 11.12. ima Val 202 v bistvu emitera 4-vrno oddajo iz MIK-a v mladinski sceni v Pomurji, v MIK-i samo, no benda in tako dalje. 17. december, Muškat Hamburg pa No Rules, garažni rock'n'roll, zelo dober, v bistvu takšen energičen koncert. 18. pa pridejo na vrsto bikeri pa skateri, namreč Šajba Fest je, vrtijo se dokumentarci, ker so posneli, ne vem, po celi Evropi z temi svojimi biciklami. To je eno druženje, vrtenje muzike pa vsega. Po za konec decembra v bistvu še 2 termina, ki so zelo tako zanimivi. 23. decembra imamo monokomedijo Čefuri Rose od Gorana Vojnovića, zelo dobra knjiga v bistvu in zdaj imamo končno tudi gledališko predstavo. Po 25. decembra, to pomeni Sam Božič, tradicionalen božični Mikov koncert Edu Majka z bandom. Tako v bistvu to programsko to. Mislim pa, ko smo že dosta napravili letos, tako to za samo en zaključek. S tem programom nekako tudi želimo napeljati na eno v bistvu jubilej, lektom pravili v bistvu eno praznovanje. Namreč MIK 20. decembra praznuje 15. obletnico in v bistvu celo naslednje leto 2011 namenili to praznovanje po obeležitvi 15. obletnice delovanja MIK-a. Kako pa privabljate mlade se, kako jih obveščate z dogodki? Ja, v bistvu po vseh možnih kanalov, kar mladi spremljajo. Prvi je seveda Facebook, pa internet, kjer v bistvu so mlade navajeni na dobivanje takšnih informacij in pač probamo prek teh kanalov jih informirati. Drugače pa standard, ne vem, medije, novine, radio, televizija, plakati, flyeri. Pa seveda mladi med sebe se tudi zgučavljajo, tako od ust do ust se širijo informacije. Z nami je Janez, ki nam bo predstavil MIK kot multimedijski center.
Ja, pozdravljeni. Multimedijski center Pomurja deluje znotraj Mika, znotraj Mladinskega centra in se je nekako osredotočeni na razvoj multimedije, razvoj videa, razvoj filma in izobraževanja iz nekih programskih orodij. Naslednjo leti sicer nameravamo tudi vključiti še razvoj intermedijske kulture, bomo napravili mesec intermedijske umetnosti. Ampak kaj je bilo letos, v leti 2010, je znotraj filmske produkcije mogoče najbolj še povedati, ko smo bili producent celovečernimi filmi Maje Pretner, film Nikoli za vedno. Mik oziroma MMC Pomurja je bil tudi producent kratkega filma, eksperimentalnega kratkega filma Epileptika od Mateja Kulmanka. Drugače pa delamo tudi videoprodukcijo, ker je bolj osredotočena na snemanje koncertov, pa mogoče kakšnih menših reklam v namene Mika, ker so vedno vidne na spletni strani Mika. Drugi del delovanja, kako sem pa omenil že, je pa izobraževalne narave in to so pa delavnice, ker so vedno osredotočene na nekše bolj so strokovne narave in so izobraževalne delavnice iz programskih orodij, ker je mogoče ne so tako prisotne v drugih institucijah, ker je mogoče ne moreš priti tako preko drugih institucij. To so več ali manj delavnice Photoshop ali pa delavnica 3D Max, 3D grafično oblikovanje, delavnica AutoCAD-a, delavnica izdelovanja spletnih strani, programiranja, fotografska delavnica, ilustrator za grafično oblikovanje in takšne nekše mogoče malo naprednejše delavnice. Te se tudi vsakše leto nadgrajujejo iz leta v leto in tudi moram povedati, ko imamo vsakše leto večji obisk teh delavnic, tako smo jih že mogli večinoma omejiti. Drugi del znotraj produkcije pa bi rad predpovedal še, ko organiziramo 2 natečaja. Prvi natečaj je digitalna abstrakcija in je fotografski natečaj, je mednarodni in se tudi veča iz leta v leto. Letos smo prejeli preko 260 prijav. Naslednja stvar je pa filmski festival, mikrofilm festival, to pa je festival za osnovnošolce. Treba je povedati, ko je letos tretjič in ko se je letos nekako preoblikoval iz mednarodnega festivala kratkega filma v festival osnovnošolskega filma. To pa z namenom, ko je pač nekša velika inflacija festivalov kratkega filma na splošno po svetu in tudi v Sloveniji in smo tudi opazili upad prijav drugo leto in smo malo bolj razmislili, smo pravili, ok, pametneje napraviti nekako kašenega v Sloveniji in se osredotočiti mogoče na malo mlajše umetnike in ustvarjalce, ker so itak pomembni za nadaljno produkcijo, za nadaljno delo na splošno filmsko produkcijo in delo. In smo napravili te festival osnovnošolskega filma in moram povedati, ko nam je uspelo, zaradi tega, ko smo imeli prijavljenih 24 filmov od 11 osnovnih šol in 2 posameznika sta se še prijavila do 15 let. Kaj pa je fajn povedati, je pa to, ko sta zmagovalnega filma bila oba iz Prekmurja. Prvo nagrado po imenovanju strokovne žirije je dobil film Optimist mladega režisera Luke Adaniča iz osnovne šole Turnišče. Prvo nagrado po izbori publike pa je dobil film GSM iz druge osnovne šole z Murske Sobote. Tako to nam je res on fejst lepo videti, počuti, ko so domači filmi zmagali. In zato si upamo, pa ščemo, pa želimo, kada drugo leto še večji obisk, pa mogoče še več lokalnih filmov, kada se tudi te razvoj osnovnošolske filmske produkcije širo pa povečal. Oba zmagovalna filma Mikrofilm festivala si boste zdaj lahko tudi premierno ogledali.
Ina, kam je odšla? Ej, fantje, ste videli, kje je Ino? Kaj ne vem, mislim, Mik je šel, ali kaj pravi? Ok, no, ker smo pa si že ogledali kratek film Osnovna šola Turnišče, pa si še ogledamo kratek film Osnovna šola 2 Murska Sobota, ki je prav tako zmagal na Mikinem festivalu. Ej, mi imamo Big Lake, ker si mimo razbijače. Ja, Big Lake. Pepo, ja. Pazi malo! To je tvoj fan. To je tvoj fan. Ej, to je to je tiste tolpa. Ja. Tiste tolpa. Pa ti se ga ugašne. A Gašper je že pa notre, ko se vči. A ne gledi, a to ni da gledi. Idemo ga probat, kak je poguba. Gašper, odimo vse. Gašper, če ćeš biti član naše tolpe, imamo eno nalogu za tebe. Idi pozemi tisti telefon tam. Ajde, gas. Ne, kradejo pa res ne bom. Ne bom del vaše tolpe. Filma sta res super, posebej te drugi. Ina pa že na poti k učitelju Matjažu Gederu, s katerim se ne boste pogovarjali o šoli. Obljubim, da ne. 300 lastovičjih peres? Koliko otrok? Malih in velikih. In to ravno takih, tak pravih, med 4. in 104. letom mladosti. Kajti naša zgodba je namenjena ravno vam. Na naši šoli imamo učitelja, ki se poleg poučevanja ukvarja še z drugimi stvarmi. Nam lahko poveste, katere so to? No, hobiji so pa povezani tudi z likovno vzgojo, katero sicer poučujem tukaj, in ena taka stvar je tudi lutkarstvo in ilustracija. Slišali smo, da ste sodelovali tudi pri projektu Narcis in Eho. Bi nam lahko povedali še kaj o tem? Ja, mislim, da ste si ta projekt tudi ogledali, ne? Lani v Soboškem Maximusu. Ja. Res je, da smo izdali knjigo za zgoščenko, kajti ta predstava, katero ste si vi ogledali v Soboškem Maximusu, je bila zadnja. Zaradi tega, ker je projekt bil kar zahteven, tako tehnično kot finančno. Zato smo se odločili z ekipo, gledališko skupino Ars Altera Pars, da to stvar Narcis in Eho nekako zaključimo v obliki knjige, ilustrirane knjige in zgoščenke, radijske igre v angleščini in slovenščini. Nam lahko predstavite tudi ekipo? Ja, tekst, samo zgodbo je napisala dramska igralka Jasmina Molnar Urbanič, lutke in naslovno vlogo sem oblikoval jaz, glasbo je napisal akademski slikar Stojan Kneževič, drugače so pa v glavnem to moji soigralci likovni pedagogi, kot so Eva Žula, Damjan Sovec je oblikoval naslovnico in v prvi postavi tudi igral medveda, sicer pa še Samo Tuš, Nela Potrč, za oblikovanje zvoka je poskrbela Andreja Gomišček in Lastoka, vlogo Lastoke pa odigrala Tanja Dolamič. Bi nam lahko na kratko predstavili obnovo zgodbe? Ja, to je zdaj tako v šoli, ne? Dobro, obnova zgodbe. Najprej Narcis in Eho, lutkovna pravljica za male in velike otroke. Zgodba je nekako avtorsko delo po predlogi stare grške metamorfoze o Narcisu in Eho, ki jo je zapisal tudi pesnik Ovid. To je bila nekako osnova, sicer pa je to lutkovna pravljica prirejena tako za
oziroma posvečena otrokom od 4. do 104. leta mladosti. Narcis zahaja v gozd, v pravljični gozd in nekako je do ušes zaljubljen sam vase. No, konflikt pa se zgodi, ker je v njega zaljubljena tudi vilinska deklica Eho, ki pa on ne vrača ljubezni. Kje pa bi lahko mi videli vaš izdelek? Ja, trenutno se izteka razstava originalnih lutk in ilustracij v Galeriji kulturnega doma v Gornji Radgoni. Smo pa bili izbrani na razpisu Galerije Medianox Maribor, tako da nekje v začetku leta 2011, januar, februar, bo razstava na ogled v Galeriji Medianox Maribor. Sicer pa sama knjiga trenutno mislim, da se bo nahajala v Radgonskem turistično-informacijskem centru, pa seveda šolska knjižnica, osnovna šola 2 Murska Sobota, pokrajinska študijska knjižnica Murska Sobota in čez čas, ker je še seveda projekt v samem štartu, bo tudi moč najti v ostalih knjigarnah. Slišali smo, da zgodba vsebuje tudi songe. Kdo jih izvaja? Izvajamo jih igralci sami. In kateri vam je najbolj pri srcu? Sanjati buden ali pa mogoče tudi zaključni song. Če smo že pri koncu, konec dober, vse dobro. Jutro je čisto nov dan, jaz pa nisem več zaspan. Prav bedno je, ko si sam, v samega sebe zagledam. Sonce je čisto nov dan, ti pa nisi obupan. Prav težko je, ko si sam, v samega sebe zagledam vsak dan. Da pa ne bi govorili samo o kulturi, smo se danes odpravili na osnovno šolo Cankova, ki daje poudarek športu. Greve! Osnovna šola Cankova se nahaja v občini Cankova. Leži na severovzhodu Slovenije, tik ob avstrijski meji, v krajinskem parku Goričko. Našo osnovno šolo v tem šolskem letu 2010-2011 obiskuje 166 učencev. V okviru šole deluje tudi vrtec. V letošnjem šolskem letu smo pridobili še eno novo skupino, tako da imamo sedaj skupaj 4 oddelke predšolske vzgoje, 2 skupini prvega starostnega obdobja in pa 2 skupini drugega starostnega obdobja. Glede na dejstvo, da število otrok v Cankovi upada, je to za nas zelo razveseljiv podatek. Naša osnovna šola je bila leta 2004 obnovljena in dograjena, s tem pa smo pridobili tudi ustrezne pogoje za izvajanje programa 9-letne osnovne šole, saj žal prej prostorskih pogojev nismo imeli. Vendar ob izgradnji nove šole kljub temu ni prišlo do izgradnje nove telovadnice, kar si seveda vsekakor zaposleni in pa učenci na naši šoli zelo želimo. Na srečo pa kljub temu, da imamo staro, dotrajano telovadnico, imamo kar veliko zunanjih, prijetnih športnih površin, tako da v poletnih mesecih športno vzgojo se pravi izvajamo na teh površinah. Kaj bo to za jezero tu? To je Ledavsko jezero. Kaj pa delamo te sproj tu? Pričakujemo učence osnovne šole Cankova, ki imajo trenutno pohod. Na osnovni šoli Cankova se učenci gibajo skozi različne dejavnosti. Te stvari udejanjamo s športnimi dnevi, se pravi dnevi dejavnosti, potem pri urah športne vzgoje in pri interesnih dejavnostih. Športni dnevi, interesne dejavnosti in ure športne vzgoje potekajo na vseh ravneh, se pravi 1., 2. in 3. triadi. Izvajamo pa jih skozi celo šolsko leto.
Trenutno smo na pohodu, učenci ravno upravljajo malico. Imate radi športne dneve? Ja, fejst. Kdaj shodite, ne? Že dolgo? Pa ja, 1 uro pa pol. Kaj pa te še delali slede, kaj te še kaj imele? Mi dekline bomo špilale odbojko pa med 2 ognjema, dečki pa da špilali nogomet. Se ukvarjaš s kakšnim športom? Ja. Karen? Nogometom. A nogometom, kdaj ste ga špilali? Ja. Dobro špilate? Ja, fejst. Po pohodu, ko se vrnemo na šolo, pa še bomo izvedli, se pravi, igre z žogo za fante, nogomet za dekleta, pa med 2 ognjema in odbojko. Kljub svoji majhnosti po številu učencev pa lahko rečemo, da so naši učenci s pomočjo svojih mentorjev uspešni na različnih tekmovanjih in dosegajo lepe rezultate tudi na državnem nivoju. Poleg športa na šoli potekajo tudi druge različne dejavnosti. Učenci se ukvarjajo z raziskovalnimi nalogami. Z mano je koordinatorica z raziskovalnih nalog. Mi lahko vi poveste kaj več? Lepo pozdravljene. Ja, na naši šoli je raziskovalna dejavnost zadnja leta se zelo razširila. Nekje od leta 2007 pridobivamo že tudi naslov raziskovalna šola. V tem času pa tudi sodelujemo v projektu mladih raziskovalcev, tako da vsako leto prijavimo tudi kar nekaj nalog. In sicer zdaj, naprimer za lansko šolsko leto smo imeli 3 naloge na različnih področjih, ki so bile tudi zelo uspešne. In sicer vse 3 so prejele zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih raziskovalcev, 2 sta potem prejele zlato tudi na državnem tekmovanju, 1 naloga pa srebrno priznanje. V tem projektu oziroma v raziskovalnih nalogah sodelujejo učenci 7., 8. in 9. razreda. Povpraševanje je vsako leto večje, tako da tudi letos pripravljamo kar nekaj teh nalog in tudi letos se dogovarjamo z Zvezo za tehnično kulturo, da bo regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja izvedeno prav na naši šoli. No, poleg vseh teh osnovnih nalog, ki smo si jih nekako zastavili, pa smo se letos osredotočili na eno izmed pomembnih nalog, to je pozornost bomo namenili zdravi prehrani in pa gibanju. Namreč opažamo, da ima vse več učencev težave s prekomerno telesno težo. In naš program smo si zastavili tako, da bomo v okviru pouka in v okviru dni dejavnosti čim več aktivnosti namenili prav tej zdravi prehrani in gibanju in s tem ozaveščali otroke in pa starše. Hvala, ker ste spremljali oddajo Šola za radovedne. Drugi mesec je že bolj pisano, kot prazniki Revcuj. Se vidimo decembra! Adijo!